udeleženci. Pozdravljeni na spletnem seminarju Koraki vzpostavitve sodobne analitike. Današnji seminar sodi v ciklus 5 seminarjev, ki jih bomo izvedli v maju in juniju. S tem bomo presekali obdobje do foruma poslovne analitike, ki bo letos izjemoma jeseni 22. septembra. Na seminarju lahko sodelujete s postavljanjem vprašanj preko funkcije chat in pa funkcije Q&A. Oba kanala bom spremljal in na vprašanja tudi posredoval našemu predavatelju, da bo nanje odgovoril v živo, kar ne bomo odgovorili v živo, vam odgovorimo po zaključku seminarja. Z nami je danes Gregor Jeroman. Gregor je vodja programa poslovne analitike. Ukvarja se z analizo delovanja sistemov in poslovnih procesov. Vodi torej program poslovne podatkovne analitike v podjetju Result. Navdušujejo ga možnosti izrabe informacij, ki se skrivajo v podatkih podjetij. Želi si, da bi čim več članov katerekoli organizacije znalo podatke uporabljati za izboljšanje procesov poslovanja, delovanja in življenja nasploh. Gregor je torej iz podjetja Result, generalnega sponzorja forume poslovne analitike. Podjetju Result že desetletja zaupajo tako velike multinacionalke, ki delujejo v več kot 100 državah, kot lokalna hitro rastoča podjetja. Druži jih izjemna ambicioznost in želja, da izboljšajo svet. Gregor, hvala, da si z nami. Vabim te, da prevzameš zaslon. Pozdravljeni. Najlepša hvala za vaš obisk. Kot je Peter lepo napovedal, bomo pogledali nekaj korakov, kako prideti do tega, da bo vaša analitika uspešna. Če povem drugače, kako si zagotovite uspeh vaše poslovne podatkovne analitike. Ta izziv pa ima več plati, zato povemo zadeve najprej od spodaj. Kaj sploh ena poslovna podatkovna analitika je? Najbolj pogosta definicija je, da je to podpora odločevalcem. Se pravi, menedžerji, vodje dobijo informacije, na podlagi katerih lahko delajo kvalitetne odločitve in krmilijo poslovanje. Zato je tudi zmanjševalec stresa, ker če en odločevalec dobro ve, pri čem je, če ima dobre informacije, je predvsem manj stresno zanj v neki situaciji se odločati. Hkrati je analitika tudi sprožilec sprememb, ker ko nekaj vidimo, kakšno je, začnemo takoj razmišljati o tem in se začnemo obnašati drugače. Je raziskovalno orodje. Če česa ne razumemo, če hočemo nekaj bolj razumeti, lahko se zakopljamo podatke in ugotovimo, dvignemo nivo svojega razumevanja v tistem področju, bodisi v tržišču, bodisi v naših strankah, kako se prodajajo naši produkti, karkoli je, tudi poslovni proizvodni proces in podobno. Je merilni instrument, z njim merimo učinke naših projektov, merimo, kako dobro delajo naši procesi, kako dobro delajo naši zaposleni, kako dobro gre našemu podjetju. Je pospeševalec inovacij. Ko zaposleni, ko gledamo te podatke, vidimo informacije, vidimo možnosti za spremembe in dobimo ideje, da bi kaj naredili. In zaradi vsega tega je pospeševalec poslovanja. Podjetje, ki uporablja analitiko, bo poslovalo boljše. Skoraj ne more, da ne bi. No, kaj pa je pol uspešen BI oziroma uspešna podatkovna poslovna analitika? Pogledamo pričakovanja. Prva stvar, ki jo pričakujemo od enega takega sistema, od teh procesov, je to, da bomo imeli enostaven in hiter dostop do zanesljivih informacij. Kaj to pomeni enostaven? To pomeni, da bo stvari zbrane na enem mestu oziroma da bomo vsi vedeli, kje to je, da je za uporabo enostaven, ni treba skoraj nič učenja, da koga vpeljemo noter, da je vse jasno, kar je prikazano gor na teh grafikah, na tabelah, ni treba za nobeno zadevo posebej raziskovati, kaj pravzaprav to pomeni. Pomembna je tudi hitrost. Podatki, informacije morajo biti na voljo takoj. Če niso takoj, potem se začnejo dogajati zanimive stvari. Zamislite si, da do nekih informacij pridete takoj. Dobite idejo, hočete preveriti hipotezo, poraja se vam vprašanje, kaj bi bilo tole, pogledate, imate odgovor, razmišljate naprej. Vaša nit misli se ne pretrga.
Če porabite nekaj minut za to, da pridete do odgovora, boste še vedno razmišljali o isti stvari, ampak mogoče se je pa prvotni zagon že počasi malo izgubil, ker rabite toliko energije, da pridete do informacij. Če so potrebne ure, je to že zadeva, ki jo boste dali kot vodja nekomu delati in bo odgovor prišel naslednji dan. Kaj ste točno razmišljali, tiste finese so se tukaj že izgubile. Če so potrebni dnevi, pa vprašanje, če bo sploh do odgovora prišlo. In tretji aspekt, zanesljivost. Če informacije, če ti podatki, ki so prikazani, ki so na voljo, niso zanesljivi, potem jih ljudje ne bodo uporabljali ali pa jih bodo uporabljali s težavo, ker bo treba vse preverjati, preračunavati, ali je to res to ali ni. Torej, pomembno je, da je vse, kar se da preko tega sistema na voljo, da je kvalitetno, da je usklajeno, da je vedno točno in da je zanesljivo, da se ve, kaj to je, koliko lahko temu zaupamo. Cilj je, kot pravijo Angleži, single source of truth. To pa ni edini vidik. Eno pričakovanje še to, da ko se poslovanje spreminja, ko poslovanje napreduje, da se tudi analitika temu prilagaja, da se razvija skupaj s tem. Enkrat je malo naprej, enkrat je pa malo zadaj. Naprej je, kadar so spremembe prišle iz analitike ven, se pravi, se nekaj vidi in začnemo nekaj za to delati drugače, boljše. Lahko pa smo razvili en nov posel in moramo v analitiki dodelati, da pokrijemo še tisti del posla z spremljanjem, zmerjanjem. Ta drugi vidik je pa vidik, kot pri vsaki investiciji gledamo return on investment. Prav, kdaj bomo mi ta denar, ki smo ga dali za analitiko, ko pogledamo en velik sistem, ki jo zelo dobro pokriva vse, pravzaprav niti tako majhen, kdaj dobimo ta denar nazaj. In tukaj imamo direkten prihranek, takoj dobimo nazaj denar, ker prihranimo čas. Faktorji, ki vplivajo na to, so avtomatizacija, urejenost, jasnost. Ves ta čas, ki ga zaposleni izgubljajo, ki ga vodje izgubljajo s tem, da iščejo podatke, da jih na roke preračunavajo, da copy-pastajo iz raznih virov v Excel, pa se trudijo tam noter stvar preračunati, pa tako obrniti, pa prikazati, da bojo lahko pokazali, pri čem so, da bojo lahko podprli svoje hipoteze, da bojo lahko izmerili svoj performance. Ves ta čas je v bistvu prečvržen čas, ker se vse to da avtomatizirati. To je čisti strošek. Ta strošek je naš takojšen prihranek, če en tak BI sistem pravilno upeljemo. Potem je pa še cel kup indirektnih dobitkov. Ker so informacije dobre, razmišljamo hitreje kot organizacija. Se hitrejše obrnemo, smo bolj agilni, bolj ukretni. Produktivnost je višja. Vsa poročila so točna, so aktualna. Ne izgubljamo časa s tem, kdaj je pa bilo tole zajeto, odkot so pa te podatke in tako naprej. Pa še zmanjša stres na sestankih. Precej sestankov je stresnih zaradi tega, ker se debatira o mnenjih. Meni se pa zdi, da je prodaja boljša. Meni se pa zdi, da prodaja ni boljša. Ja, poglej tole, jaz mislim, da je tako, jaz mislim, da je tako. Če so ti kriteriji enotni, potem je podatek o prodaji en sam in ni debate o tem, ali je prodaja boljša ali slabša, ampak je debata samo o tem, kaj bomo naredili, da bo še boljša. Kakšno je pa stanje analitike? Dajmo malo pogledati, še pri vas, draga publika, kako bi vi ocenili stanje poslovne analitike v vašem podjetju, da malo vidimo, kako smo. Pa prosim. Odločite se za eno opcijo, nič hudega, zadeva je anonimna, da vidimo malo razmerja, tako da ste lahko zelo iskreni. Zdaj, jaz upam, da se najde tudi kdo, ki pravi, da ima odlično. Vem, da je med publiko nekaj ponudnikov analitike. Mislim pa, da večina išče kakšne izboljšave. Evo, da vidimo rezultate.
Nikogar ni, ki ne bi ničesar spreminjal. No, to me pa zelo veseli. Tako da bomo skupaj poskusili najti kakšne aspekte, kakšne možnosti za izboljšave in bomo videli, kaj se da narediti. Hvala za tole. Šli bomo čez 3 glavne teme. Najprej bomo pogledali proces pa vloge v analitiki, ker iz tega izhaja precej vprašanj, ki jih imamo tipično pri tem, ko uvajamo ali pa prenavljamo analitiko. Potem bomo pogledali, kje sploh začeti s prenovo ali pa z uvajanjem. In na koncu še nekaj izzivov za tiste, ki pravijo, da že vse imajo, oziroma ki pravijo, da je težko najti kaj, kar bi se še dalo izboljšati. Analitika kot proces je pravzaprav v grobem dosti enostaven. Začnemo običajno z nekim poslovnim vprašanjem. Da bi nanj odgovorili, moramo zbrati nekaj podatkov, ugotovimo iz katerih virov, nekaj bomo iz kakšnih ERP-jev, mogoče iz proizvodnih sistemov, mogoče iz CRM-ja. Vsako podjetje ima različno panoramo. Te podatke je treba tudi očistiti, pripraviti, povezati, potem analizirati, se pravi izračunati, pripraviti neko vizualizacijo, ki nam bo nekaj pokazala in to, kar bo ta analiza pokazala, potem tudi interpretirati. Se pravi, razumeti, glede na to, kako je to zračunano, od kod so podatki, kaj pravzaprav to pomeni. In na podlagi te interpretacije potem lahko se odločimo, da bomo šli levo ali desno, oziroma načrtujemo neko akcijo, nek projekt. In ta cikel se pravzaprav ves čas vrti od vprašanja do vprašanja. Uspešen BI je pravzaprav tudi dober proces. In na dober proces lahko gledamo pravzaprav enako, kot se gleda na procese ali v softveru ali v proizvodnji. In tukaj so zelo zanimive te metodologije, ki se ukvarjajo s proizvodnimi procesi, ki se zelo ukvarjajo z učinkovitostjo procesov. Naprimer, če pogledamo na proces analitike z metodologijo Lean smeti, ker veste, da je 7 ali pa 8 vrst smeti, se da to zelo lepo preslikati na analitiko. Vidimo, da defekti pomenijo napačne podatke, izračune, ki jih je treba potem še predelovati, dodelovati in s tem nastajajo dodatni stroški, ki so nepotrebni. Nepotrebna produkcija se preslika v redno pripravljanje poročil, ki jih dejanski odločevalci ne uporabljajo, se pravi, je to brez veze, kar počnemo. Čakanje, kadar sistem prepočasi deluje ali pa da so noter vključene kakšne ročne obdelave, da je treba na koga čakati. Neizkoriščen potencial so pa informacije, ki so v vaših podatkih že prisotne, ampak jih noben še ni znal ven izvleči ali pa jih sploh se tega ni lotil. Nepotrebni premiki. Koliko je še takih podjetij, kjer odločevalci prosijo oziroma zahtevajo nekoga drugega, da jim pripravi poročilo. Izgubljen čas zaradi čakanja, izgubljena energija zaradi interakcije, ki je nepotrebna, ker to se da vse spraviti v en sistem, ki to avtomatsko naredi. In nepotrebne zaloge. En kup analiz, ki jih nihče ne uporablja, jih pa IT ali pa BI tim vzdržuje mesec za mesecem. Odvečne obdelave so pa delno avtomatizirana poročila, ki jih je treba še ročno obdelati ali pa ročno nekje prenašati podatke, vnašati podatke. Vse to so točke, kjer spet lahko dobimo prihranke. To so dejansko organizacijski stroški, ki so nepotrebni. In to je tudi del ROI, returna vaših prihrankov. Povedali smo, kako izgleda približno proces, poglejmo še, kako izgledajo vloge. Vloge so na 3 področjih. Eno so poslovne kompetence. To so vse kompetence, ki se tičejo vašega posla. Management, vodenje, kaj je vaš tako imenovan core business, vaše jedro. Če ste avtobusno podjetje, če ste proizvodno podjetje, imate določene kompetence, ki so samo vaše. In teh vam ne more noben drug prinesti, noben drug nadomestiti. Potem je pomemben element so analitične kompetence. To so znanja, spretnosti za delo s podatki. Razumeti, kaj pomeni, če so podatki čisti, če so dobri, če so povezljivi, kako se jih analizira, mogoče tudi malo statistike. Vsekakor pa razumevanje, kaj pomeni, če so podatki vzeti iz enega takega sistema, na tak način zajeti in na tak način pripravljeni,
in na tak način prikazani. Ker vsak graf, vsako vizualizacijo se lahko bere na različne načine in to je treba narediti pravilno. In zadnje so tehnološke kompetence. To so tehnološke kompetence za podatkovno analitiko. V ta krogec damo pa noter vse tiste, ki pripravljajo, skrbijo, da tak sistem dela. To so podatkovni inženirji, to so IT-ovci, to so tisti, ki skrbijo, da sistem teče. Če pogledamo malo podrobneje, vidimo poslovno vodenje pa operativno vodenje sta poslovni kompetenci. Eno je del posla, drugo skrbi za to, da se analitika odvija tako, kot se mora in skrbi za uvajanje sprememb in izboljšav. V analitskih kompetencah imamo vizualne analitike, imamo vodjo analitičnega procesa, ki skrbi za to, da analitika sama teče, in imamo tolmača analitike, ki je na meji. To je pa vloga, ki razume, kako poteka analiza in razume, kaj hoče posel. In zna to tudi povedati. Se pravi, če se pojavi poslovno vprašanje, ga bo znal raztolmačiti analitikom in ko bojo analitiki naredili eno analizo, jo bo znal raztolmačiti poslovnim osebam, ki morda niso analitično kompetentne. In ta zadnji krogec, tehnološke kompetence, imamo podatkovnega arhitekta, ki je na meji, zaradi tega, ker mora razumeti poslovne potrebe, da bo lahko načrtoval takšen sistem, takšne podatkovne tokove, takšne pristope, ki bodo podpirali poslovanje podjetja. In ta drugi, ki je vmes, je pa podatkovni znanstvenik. On pripravlja analize, ampak to dela pravzaprav na tehnološki način. To je tipično matematik ali pa informatik, ki ima posebna znanja, ki so na meji, ki so v bistvu vsota znanj, tehnoloških znanj za ravnanje s podatki in analizo in analitičnih znanj glede vsebine. A je na tem mestu morda kakšno vprašanje se nabralo, Peter? Ja, hvala. Imam vprašanje eno med udeleženci in sicer prav na ta zadnjo prosojnico, katere med naštetimi kompetencami so najpomembnejše za podjetje. Tole bomo pogledali čez dve prosojnici naprej, je pa zelo dobro vprašanje in bi rad, da pridemo še po enem koraku. Ker če hočemo na to vprašanje odgovoriti, se moramo zavedati, da podjetja niso enaka. Ne smemo primerjati hrušk pa jabolk, oziroma apples and oranges. Podjetja so različno velika. Jasno je, da v velikem podjetju je obseg dela na vsaki vlogi, vsaki funkciji veliko večji in bojo to ali zaposlitve za poln delovni čas ali pa bo celo poseben oddelek, ki bo skrbel za eno tako zadevo. Drugi faktor je vrsta podjetja. Ali je to tehnološko podjetje ali je to netehnološko podjetje. Imamo tudi podjetja, katerih core business so podatki. To so podjetja, ki že imajo danes podatkovne znanstvenike, ker so na tem zrasle. Pri takih podjetjih je pa velikokrat zanimivo vprašanje, kaj pa poslovni del? Vi imate svoj core business, vi izračunavate dinamične cene, vi optimirate prevoze, recimo. Kaj pa samo poslovanje, kaj pa vaše finance, kaj pa cash flow? Spremljate. Kaj pa analiza trga? Delate to. In se da tam tudi še kaj narediti. Tretja stvar je pa tudi razmerje dela, obsega dela, obsega napora, ki je potrebno, da se analitika na začetku vzpostavi, pa da se jo potem vzdržuje, oziroma da se jo kasneje dodeluje. Večji tim bo delal lahko vse to sam, manjše podjetje bo pa verjetno za vzpostavitev nekoga najelo, vzdrževalo bo samo, nadaljnji razvoj pa tudi vprašanje, če je ekipa dovolj velika. Mnoga podjetja si pomagajo pri tem zunanjo ekipo. Optimalna rešitev je torej ena kombinacija specializiranih partnerjev in notranjega sponzorja oziroma notranje ekipe, ki pelje analitiko. In da zdaj odgovorim na to vprašanje, kaj je treba imeti pri sebi. Gotovo je treba pri sebi imeti poslovne kompetence. Te so vaše in točno tako, kot poslujete vi, poslujete samo vi.
In mora biti tako, ker podjetja niso enaka. Če bi bila enaka, bi bila redundantna. Zato je tudi to vprašanje, obstaja standardna rešitev za analitiko. Iskreno povedano ne. So pa določeni elementi pogosti pri mnogih podjetjih, tako da z izkušnjami jih lahko prenašamo. Tisto, kar pa lahko najamete, glede na to, koliko močno ekipo imate, koliko pomoči potrebujete ali pa koliko hitro želite napredovati, so pa vsi ti rumeni okvirčki. Se pravi, vse tehnološke kompetence, vse analitične kompetence mirno nabavite. Ali za tisto rukar, ki je treba zadevo vzpostaviti, potem naprej boste peljali sami, ali pa za vsako večjo. Delamo pa tudi z nekaterimi podjetji, kjer smo pravzaprav mi, njihova kompletna tehnološka in analitična kompetenca, tako da so vse analize pripravljene, ves sistem postavljen, sami imajo samo poslovno vodenje, operativno vodenje, sprav nekega koordinatorja in tolmača analitike. Ta vloga je tukaj z rdečo obkrožena, zaradi tega, ker je dejansko na meji. Nekdo v podjetju je dobro, da je, ki zna tolmačiti, kar analitika prikazuje. Se pa da tukaj tudi pomagati s kakšnimi zunanjimi svetovalci, ampak to je vloga, ki bi rekel, da je dobro, da je v firmi vseeno. Zakaj vzpostavljamo analitiko? Vzpostavljamo jo za boljše delovanje podjetja, boljše delovanje financ, prodaje, logistike, posebnih procesov, proizvodnje, da boljše razumete vaše zaposlene, konkurenco, tržišče. Vsa ta področja je treba popisati, ko se lotite prenove ali pa vzpostavitve, zato da ne boste kaj izpustili. Za vsako področje je dobro, da ugotovite, kaj so krovne dimenzije, krovne kategorije. Prodajate po produktnih skupinah, imate kakšno geografijo, se pravi po državah, po celinah, pri tem upoštevate mogoče demografijo, cenovne razrede, karkoli je pomembnega za vaše odločitve. Tudi metrike, KPI. Kaj merite? Merite prodajo v evrih, mogoče v dolarjih, mogoče v količini, mogoče štejete, koliko prodaj ste naredili. Mogoče gledate, kakšen tržni delež imate, če ste v takem poslu, da so taki podatki dovolj dostopni. Razmislite tukaj tudi treba o business driverjih, pa o customer journeyju, čez kaj vse gre vaša stranka, ko je v stiku z vašim podjetjem. To vse je dobro meriti. In to vse pride v stik z določenimi oddelki, z določenimi področji, ki naj to spremljajo. Tako da podjetje je ena taka sestavljanka vseh teh funkcij. Drugi korak, ki bi bil, da ugotovite, kakšna je pokritost. Se pravi, a smo pokrili vse, kar se dogaja, vsa kolesca tega vašega stroja, a so ena področja bolj pomembna ali ne, je enakomerno pokrito vse. Recimo, en zanimiv primer, tukaj za navesti recimo čiščenje prostorov. Čiščenje poslovnih prostorov je ena zadeva, ki jo plačujete, ena zadeva, ki se dogaja. Lahko bi rekli, da je neka dejavnost podjetja. A je pomembna? Ma ne. Ja, ampak na dolgi rok pa je. Če nehate čistiti, če bojo vaši prostori zanemarjeni, vas bojo počasi zapustile stranke, zaposleni in tako naprej. Torej, ima eno pomembnost. Verjetno nekaj čisto na koncu je dobro tudi to spremljati. Ampak ni pa zelo pomembno. Gotovo bo večja katastrofa, če imate zelo slabo konverzijo ponudb ali pa če se kaj zatika v proizvodnji. Razmisliti treba tukaj tudi o tem, kaj so vodeče metrike, kaj so sledeče metrike. Če povem na primeru prodaje, vodeča metrika je recimo število lidov, ki jih imate, ali pa število izdanih ponudb. Sledeča metrika pa je realizirana prodaja, koliko ste prodali. Hec je pa v tem, ko vi date ven ponudbo, je v večini poslov tako, da od ponudbe do takrat, ko prodate, nekaj časa traja. Zdaj, če so to hitri, frekventne prodaje, potem je to par ur dni, če so pa to bolj taki posli, recimo, kot jih imamo mi, kot ponudnik informacijskih storitev, je pa včasih tako imenovan lead time, čas od ponudbe ali pa od prvega stika do dejanske prodaje, do sklenjenega posla, do tega, da gremo v projekt, je lahko tudi 2 leti. To pomeni, da če se je prodaja zmanjšala, če ugotovimo, da so prihodki od prodaje manjši in začnemo gledati, kaj se dogaja in bomo ugotovili, da izdamo premalo ponudb in začnemo izdajati ponudbe, bo učinek šele čez nekaj mesecev.
Zato moramo spremljati tudi te preventivne kazalnike. Lahko bi o tem govorili tudi kot o preventivi in kurativi. Treba je poiskati za vsak proces, ki je pomemben za vsako področje, vodeče kazalnike, ki kažejo tiste stvari, ki se morajo dogajati, zato da neke posledice v denarju potem bojo. Ker takrat je čas ukrepati, ko se tam začne nekaj dogajati. Na tem mestu je tudi za razmisliti o tem, kaj bo s procesi, ki prečkajo oddelke. V večjih organizacijah je dostikrat tako, da določen proces, določena transakcija, recimo projekt, ali pa v javni upravi prav kakšna vloga, potuje čez več oddelkov. In te oddelki so seveda vsak zase, vsaj do neke mere, in jih ne zanima toliko, kaj se v drugih oddelkih dogaja. Kako tak proces strukturirati v smislu analize, kaj spremljati, da bo vsak oddelek odgovoren za svoje metrike, ampak hkrati pa, da ne izgubimo cele slike. No, ko smo pri metrikah, to je cela tema zase, in sicer imamo različne metrike, to smo že povedali, lahko gledamo isto zadevo, recimo prodajo v različne načine, lahko gledamo v količini, v kosih, v številu transakcij, finančno. Moramo se pa dogovoriti tudi o tem, kako bomo zadeve spremljali. Neke dogovore treba sprejeti, kdaj mi prodajo registriramo. Naprimer, prodajamo krompir, čisto enostaven primer. A bomo rekli, prodali smo in to upoštevali potem v metriki za prodajo, se pravi, se je prodaja povečala, a bomo to registrirali takrat, ko bo nekdo pri nas naročil 25 kg krompirja. Ali bomo to šele takrat, ko bomo ta krompir poslali, ali šele takrat, ko je ta krompir dobavljen, ali šele takrat, ko bo ta krompir plačan. Ni tako enostavno. Kaj pa, če prodamo bon za 25 kg krompirja? Spravi, dobili smo denar, nekdo nekje v Sloveniji pa ima v roki listek, s katerim lahko kadarkoli pride k nam in mi smo mu dolžni dati 25 kg krompirja. A smo zdaj prodali ali ne? Vse to, na ta vprašanja ni enoznačnega odgovora, odvisno je od tega, kako poslujete, kaj so business driverji, kako želite na to gledati in to se je treba dogovoriti. Te stvari morajo biti poenotene, da celo podjetje, vsi, ki bojo potem to analitiko uporabljali, na to gledajo enako. Oziroma, da vedo kakšen je kriterij zadaj, kaj je všteto, kaj ni všteto. Prav tako dimenzije pa granulacija. Dimenzije ali kategorije, se pravi, na katere vse načine bomo gledali na, recimo, prodajo, to je vedno najbolj enostaven primer. A bomo gledali po geografijah, a bomo gledali po sezonah, bomo gledali po letih, bomo gledali po projektnih grupah, bomo gledali po poslovnih enotah, a bomo gledali po prodajnikih. To vse je treba zdefinirati, je treba našteti, zato da bomo vedeli, kakšne vse podatke treba zbrati. Tukaj pridemo tudi do granulacije. A nas zanima prodaja na dan, ali nas zanima prodaja na teden, ali nas zanima prodaja dol do te zadnje transakcije, do ene postavke na računu, na fakturi ali pa na dobavnici. Bolj fina granulacija je načeloma boljša, ker pomeni, da bomo v prihodnosti, čeprav nas danes morda še ne zanima tako nadrobno, v prihodnosti, če imamo stvari tako postavljene, bomo lahko naredili analizo, ki bo bolj podrobna in bo pokazala tisto nekaj, o čemer bomo takrat začeli razmišljati. Je pa res, da nepotrebno fina granulacija zahteva več, stane več. Je več podatkov, ves čas je treba to upoštevati in je treba več agregatov pripravljati, pa tudi lahko stane več, ker je treba morda še kaj zraven vnašati. O tem je treba razmisliti, price performance, ali se to splača ali se ne. To se še vedno da kasneje dodelati. Razmišljamo tudi o hierarhiji, o metriki, o povezanosti. Prej sem povedal primer oddelkov, ki jih je treba držati skupaj, to je en primer hierarhije. So pa tudi druge, od produktne hierarhije, imamo produktne skupine, do produktov, imamo hierarhijo v podjetju, kaj moramo držati, kaj želimo držati skupaj, kaj lahko opazujemo ločeno.
kaj ima smisel gledati hierarhično. In ko smo vse to nabrali, je tega precej. Je treba pa razmisliti malo o principih, kako bomo pa mi zdaj tole sploh predstavili. In tukaj se dobro zavedati človekovih omejitev. Človek je sposoben sprejeti približno 5 do 7 podatkov naenkrat. Imamo pa možgane, ki so izredno dobri v iskanju vzorcev. Zato so grafične predstavitve podatkov tako zelo učinkovite. Ko najdemo dobro grafično predstavitev, lahko tudi tisoče podatkov v nekem heatmapu ali pa nekem zemljevidu, lahko na tisoče podatkov predstavimo na tak način, da bodo naši možgani v trenutku videli, kaj je tisto bistveno. Ste se kdaj vprašali, zakaj so v avtu različni števci, zakaj niso merilca hitrosti? Pa zakaj jih je toliko malo po drugi strani? Ste bi lahko še merili pritisk olja, pa temperaturo olja, pa ne vem kaj še vse. Pa napetost akumulatorja, stanje žarnice in tako naprej. En razlog je zato, da je števcev čim manj, da nismo preobremenjeni informacijsko. Drug razlog je pa globlji, je pa v tem, da ni vse eno, a mi vozimo 100 km/h pri 1000 obratih, pri 3000 obratih ali pri 7000 obratih. Če ne bomo prestavili v višjo prestavo, lahko skurimo motor. In je pomembno, da znižamo obrate za višjo hitrost. To ponazorimo z modrostjo, pazi, kaj meriš, ker boš samo to dobil. Kaže se pa v podjetju tako, da če merimo eno zadevo, ta postane kriterij. Ta postane kriterij za uspešnost. Noben ne more mirno gledati neke metrike, ki pada ali pa ki ni dobra, katere vrednost je slabša. In se avtomatsko začnejo vsi, celo podjetje, cela organizacija, hočeš nočeš obnašati tako, da se bo ta metrika izboljšala, kar sploh ni nujno dobro. Do neke mere verjetno je, preveč pa ne. Zelo tipičen primer, zelo znan primer v informatiki je primer podjetja Sun Microsystems, ki ga je potem kupil Oracle. Zakaj so pa prišli tako nizko? Bili so vodilni, odlični računalniki, res eni najboljših serverjev v tistem času, zelo, zelo zanesljivi, zelo dobri, zelo ugodna cena, tehnološko so bili najbolj napredni. Podjetje noter je bilo organizirano krasno, ampak naredili so pa eno napako. Svoje prodajalce so nagrajevali po količini, po številu prodanih računalnikov. Kaj so delali? Ja, popuste so dajali. Ugodna cena, super veliko računalnikov so prodali, profit se ni nabral, marže se ni nabral in podjetje je finančno umrlo. In potem ga je kupil Oracle in prva stvar, ki je bila, je spremenil metrike za prodajo in dvignil cene. To se nam lahko zgodi. Povzetek, možgani so super stroj za odkrivati vzorce in primerjavo. In ko izbirate metrike, pazite, kaj merite, ker boste samo to dobili. Zato postavite ne eno metriko, ampak 2. In to 2 metriki, vsaj 2, ki nista neodvisni, ampak vplivata ena na drugo. Se pravi, da se ne da ene metrike spraviti zelo visoko, ne da bi druga padla. Tako lahko vzpostavite zdrave kompromise in bo podjetje oziroma se bodo funkcije v podjetju razvijale na zdrav način. Še en aspekt analitike je pomemben, preden se je lotimo še bolj konkretno, in to je uporabniki. Podatkovna pismenost. Koliko uporabniki znajo uporabljati podatke, koliko člani organizacije razumejo, kaj to analitika je, kako razumeti analitiko. To je zadeva, ki se zdaj počasi začenja, računalniško, navadno pismenost, se pravi pisati pa brati, smo že obdelali 100 let nazaj. Računalniško pismenost lahko rečemo, da smo tudi obdelali počasi, že ni treba več v CV napisati, da znaš Microsoft Office, pa da znaš uporabljati računalnik, se razume samo po sebi, ampak to še vedno pišemo. Podatkovna pismenost pa zdaj prihaja. In jaz mislim, da bo to ena naslednja stvar, ki jo bo treba napisati v CV, sem podatkovno pismen, znam to in to. Ker boš tako imel kot vodja, kot
nekdo, ki upravlja nek proces, bistveno prednost pred nekom drugim, ki podatkovno ni pismen in potrebuje zraven sebe še nekoga, ki bo mu pomagal pri uporabi podatkov in analiz. To so danes buzzwordi, jutri bo pa to realnost. In drug buzzword je samopostrežna analitika, self-service. To pomeni, da si uporabniki, govorim o poslovnih uporabnikih, ne o tistih parih geekih, ki so zagnani, ki znajo bistveno več kot vsi drugi. Večina uporabnikov danes je v stanju branja poročil. Spravi, neki informatiki, neki analitiki smo pripravili poročila, oni ga znajo odpreti in znajo prebrati. To je že nekaj. Nekateri znajo potem tudi uporabljati filtre, se pravi, da si sfiltrirajo ven, izberejo samo tiste podatke, ki jih potrebujejo. Malo bolj napredni znajo zamenjati perspektivo, se pravi, enkrat gledajo prodajo po izdelkih, po artiklih in znajo to obrniti. Začnejo gledati prodajo po poslovnih partnerjih ali pa kaj podobnega. In znajo to povezati. Tako da razumejo, da pol iz partnerja lahko gledajo nazaj tudi, katere artikle pa ta partner kupuje. Bolj napredni, za te uporabnike rečemo, da znajo uporabljati že pripravljene analize, analitične aplikacije, poročila, poglede. Potem je pa ena stopnica, kjer se človek nauči uporabljati orodje malo bolj in začne kreirati svoje prikaze ali pa celo svoje podatkovne modele. In skozi te stopnje, ko se organizacija razvija, te stopnje treba posebej podpreti. Treba je izbrati dobro orodje, ki to podpira, in treba je podatke, analize, elemente tako pripraviti, da bodo lahko uporabniki napredovali in to uporabljali na svoji stopnji znanja. Uporabniki so ključ, ker oni so tisti, ki delajo. Oni so tisti, ki so podjetje, ki se odločajo, ki poslujejo, ki skrbijo za to, da posel teče. Zato potem, ko smo popisali področja, ko smo popisali metrike, ko smo ugotovili ta analitični del, podatkovni del, vprašamo še uporabnike, kako oni delajo. Kaj so tiste vprašanja, ki se jih postavljajo? Kaj želijo vedeti? Iz teh informacij bomo lahko potem zasnovali prave analize, zbrali prave podatke. In tukaj so dejansko pomembne zgodbe. Pomembno so, kaj delajo, kaj raziskujejo. Vse te primere zberemo, jih ocenimo. Kakšen je potencialen poslovni učinek in kako zahtevni so za realizacijo. Koliko podatkov treba zbrati, kako težko bo to izračunati, kako težko bo uskladiti vse kriterije, kako težko bo določiti metodologijo. Če imamo 10 ljudi, ki so odjemalci določenih podatkov, pa so kategorije zelo neusklajene, bo to naporno. Tudi če tehnološko zadeva ni zahtevna. Ob tem se je treba pa zavedati tudi, da učinek in vrednost nista samo v denarju. Učinki so tudi motivacija, učinki so tudi večji vpliv. Vodja, ki ima na razpolago dobre informacije, bolj vpliven. Učinek je razumevanje. Z dobro postavljeno analizo bomo boljše razumeli svoj proces, bomo boljše razumeli svoje kupce, bomo bolje prodajali, vodili, se odločali. Učinek so tudi potrditev hipoteze. To so vse stvari, ki se ne odzivajo, se ne odražajo takoj v denarju, ampak dolgoročno pa gotovo. In so pomembne. Ne jih izpuščati zaradi tega, ker nimajo takojšnjega dobička. No, vse zbrane projekte, ideje, koncepte, možnosti potem prioritiziramo. Gledamo razmerje učinek vložek in pri tem upoštevamo vse te učinke in jih razporedimo v eno takole matriko, dosti klasično. Tako da gledamo tiste, ki imajo majhen učinek, pa so enostavni za implementirati, za postaviti. Tisti, ki imajo majhen učinek, pa so komplicirani za postaviti, ki imajo velik učinek, ampak so komplicirani. In tisti, ki imajo velik učinek in so enostavni,
za vzpostaviti. Pri tej klasifikaciji pa ne pozabimo še na eno dimenzijo in to so sponzorji. Sponzorji so tisti navdušenci, tisti vplivneži, ki so lahko neformalni vodje ali pa formalni vodje v organizaciji, ki želijo, da analitika uspe. In tudi, če ima nekaj malo manjši učinek, je mogoče malo bolj komplicirano za uvesti, splača se, pa to nek sponzor potrebuje, splača se to narediti prej, ker to bo generiralo navdušenje, to bo generiralo dober glas o analitiki, dober glas o projektu, ko smo se ga lotili, in bo projekt lažje napredoval. Poleg sponzorjev pa seveda ciljamo na tiste ideje, ki imajo velik učinek in so enostavne za implementirati najprej. Ker kot vsak projekt je motivacija, sprav človeška motivacija, koliko bojo vsi ostali v organizaciji ta projekt podpirali ali pa bremzali, je to izredno pomembno. Analitika se namreč ne zgodi v enem koraku. Želimo spraviti stvari čim prej v produkcijo, da bo čim prej začele vračati vrednost, vračati investicijo. Zato je najboljše, da prevzamemo agilen proces. S tem imamo mi zelo dobre izkušnje, in sicer, da delamo z dokaj kratkim ciklom, 2 do 4 tedne, in po 2 do 4 tednih imamo nek rezultat iteracije, vsaj testen. Testnega pokažemo ključnemu uporabniku, da vidimo, če je to, kar pričakuje, če je pa to že iteracija, ki daje produkcijski rezultat, gremo pa s tem takoj v produkcijo. Tudi, če še ni vse, tudi, če še ni celotno. Važno je, da je hiter. Zakaj? En faktor je seveda ta, da dobimo čim prej nazaj ROI, da se vrednost čim prej začne vračati, da nam to čim prej začne prinašati prihranke, dobiček. Drug faktor je pa učenje. Te iteracije je dobro, da so tudi načrtovanje zmislijo ne samo na to izvedbo, ampak tudi zmislijo na to, da se nekaj učimo. Analitika, na začetku sem povedal, da je sprožilec sprememb. Še povsod smo opazili to, da takoj, ko smo neko analitiko uvedli, so se stvari začele spreminjati. To pomeni, da če na začetku naredimo kompletno specifikacijo vseh področij, vseh metrik, vseh analiz, vseh vizualizacij in potem to 3, 4, 5, 6 mesecev pripravljamo, realiziramo, testiramo, peglamo in potem damo vse skupaj v produkcijo, prvič bo cel kaos vse to izšolati, drugič, organizacija se je v teh mesecih že začela spreminjati in tretjič, če smo to vse bili pa toliko pametni pa začeli delati to postopoma, takoj, ko damo nekaj ven, tisti prvotni načrt ne velja več, ker bo ljudje začeli to analizo uporabljati, videli bojo nekaj in vsak pameten človek ne more gledati nečesa, kar ne gre dobro, enega merilnika, ki kaže, da nekaj ni dobro, bo takoj začel ukrepati, kar pomeni, da se bojo procesi začeli spreminjati, da se bo poslovanje začelo spreminjati in pomeni, da ostala področja, ki sledijo temu, bodo že malo drugačna. Lahko bolj, lahko manj. Skratka, zadeva je dinamična, zato je agilen pristop verjetno najbolj primeren. Imamo stranko, ki je naredila kompletno specifikacijo, res tako za 6 mesecev dela in že v tistem času, po tej specifikaciji smo pripravili ponudbo, dobili posel, se lotili zadeve, in že v tistem času od ponudbe, od takrat, ko smo dobili to specifikacijo, do takrat, ko smo potem začeli delati, ker je bilo par mesecev, niti ne 1 leto, se je organizacija sama toliko spremenila, da je približno polovica tistih stvari ni več veljala. Zdaj, ne vem pa, koliko časa je bilo še od takrat, ki je bila ta analiza narejena, do takrat, ko smo mi to dobili. Ampak dejstvo je, organizacije podjetja so živa in z živimi organizmi je treba delati korak po korak, ker so lahko jutrišnji dan drugačni. Majhne korake pa lažje popravimo, če se izkaže, da ne gre v pravo smer. Če smo pa mi 3 mesece delali v napačno smer, je pa to drago. Misliti je treba ob vsem tem tudi naprej. Poskrbeti je treba za to, da bojo vzdrževanje poceni. To naredimo najbolj tako, da stvari uredimo, da so urejene.
Se pravi, da na začetku poskrbimo za kvaliteto podatkov. Vsa analitika deluje po konceptu GIGO, garbage in, garbage out. Kolikor so dobri podatki na vhodu, toliko bojo dobri tudi podatki na izhodu. Toliko bojo dobre analize na izhodu. In to se doseže pravzaprav na en sam način, in to je, da postavimo odgovorne osebe za posamezne vire podatkov, za posamezne podatke. Dobro je, da so to osebe, ki imajo vpliv tudi na proces, kjer ti podatki nastajajo, zato da bojo lahko prilagajale morda kakšne vnose, kakšne kombinacije. In dobro je, da je to človek, ki se s tem strinja. Peter, je zdaj kakšno vprašanje morda? Se je nabralo mikrofon. Ne slišimo te, Peter. Ja, Ja. tehnika zafrkavala. Ja. Kar nekaj konkretnih vprašanj smo dobili, zelo konkretnih na področje KPI-ja, prenose rešitve v produkcijo. Zdaj bi predlagal, da ti ta vprašanja tudi posredujem, ker se počasi bližamo že zaključku. Ja. In bi nekako radi držali tudi timing. Dobro. Vsa vprašanja bomo, dragi udeleženci, na vsa posredovanja vprašanja vam bomo odgovorili pisno. Hvala vam res, Gregor, kar nadaljuj. Dobro. Te teme so goste, je kar veliko za 1 uro, ampak sem pa vesel, da smo sprožili vprašanja, to pomeni, da so tudi aktualne teme. Ok. Se pravi, da bo stvar dolgoročno poceni, stroškovno učinkovita, imejmo stvari urejene. Od usklajenih definicij do skrbi do odgovornosti za podatke in seveda dokumentacije. Vsi verjetno čakate, kaj pa orodje, kjer program naj vzamemo. Teh orodij je ogromno. Niso enaka, so precej različna, ampak zastopam tezo, da je dober software tisti software, ki je dobro implementiran. Slab software je pa tisti software, ki je slabo implementiran. In sploh ni važno, kjer software je to. Čistko ni, ampak ker je analitika timski šport, definitivno najprej izberite partnerja. Način dela vam mora ustrezati, mora biti neka določena kemija odnosa, ker gre za dosti intimno delo. Veliko bomo delali skupaj, če izberete nas. Treba je poskrbeti za specifične pristope za vas, mogoče neke specifične izkušnje, specifično ekspertizo. Izbira orodja pa je zadnja, pride za tem. Orodje mora ustrezati jasno tehnološko vašemu okolju, vašim posebnim zahtevam, pa tudi vašim in partnerjevim kompetencam. S čim se vi želite spoznavati, ali pa mogoče že znate, s čim ne. In jasno, verjetno je faktor tudi cena. Orodje ima različne modele. Kost za tiste, ki pravijo, da že vse imajo ali pa ki iščejo, kaj bi. 2 glavni točki sta. Če se ne razvijate, stagnirate. To velja za vas posel. Analitika mora slediti poslu, se pravi, če se ne razvija, stagnira. In druga točka, najboljši vedno iščejo poti naprej. Se pravi, če to preoblikujemo v takeaway-je, vzpostavite odgovornost za podatke, s tem boste imeli kvalitetno podlago. Analitika mora biti blizu poslu, ampak analitika ni IT, to je svoja dejavnost. Ne pozabite na to, da so uporabniki ljudje na koncu. Ljudje so tisti, ki delajo, ki se odločajo, ki upravljajo, ki poslujejo. Njih je treba razumeti, njih je treba podpreti. To pomeni, da bo v bistvu oddelek ali pa ekipa, ki dela analitiko, se ukvarjala z neke vrste notranjo prodajo. Razumeti bo morala svoje stranke in jim bo nuditi to, kar rabijo. In poskrbeti za izobraževanje. In zadnja točka, ki je pomembna sploh za tiste, ki mislijo, da že imajo vse, oziroma ki ne vejo, kaj bi, eksperimentirajte. Brez poskušanja ni učenja. Poskusite. Kaj še lahko razumete, kaj še lahko odkrijete v vaših strankah? Naredite modele, zberite neke podatke. A obstaja korelacija, a obstaja kauzalno razmerje, a obstaja vzročna povezanost? Mogoče ne, ampak če tega ne bi pogledali, tega ne bi vedeli. Poiščite si partnerja, ki vam bo prinesel druge ideje, nore ideje, drugačne ideje. Vsaka organizacija razmišlja na nek svoj način.
in rabite svež zrak. To so lahko svetovalci. In kot sklepna misel, najboljši si najdejo nove poti prvi. Tako boste obdržali prednost. Hvala vsem za vsa vprašanja, ki vam bomo še odgovoril, pa ki se mi že, in se še kdaj vidimo. Hvala, Gregor. Mi prepustiš ekran? Ja. Evo. Dragi udeleženci, hvala za današnjo udeležbo in aktivno sodelovanje. Na Q&A smo dobili kar nekaj še neodgovorjenih konkretnih vprašanj, za katere vam odgovorimo po zaključku pisno. Hvala tudi Gregorju seveda za pripravo in izvedbo samega seminarja. Vabim vas, da se tudi v nadaljevanju udeležite naslednjih seminarjev v ciklusu seminarjev poslovne analitike. Naslednji seminar bo že 22. maja, se pravi naslednji petek ob 11. Seminar bo na temo podpora sodelovanju za učinkovito planiranje. Namenjeno je vsem planerjem v vseh poslovnih funkcijah, ki v bistvu morajo pri sestavi celotnega plana sodelovati. Seveda se pa najbolj veselim tega, da s tem, ko je epidemije uradno konec, obstaja rekel, da bomo iz septembra lahko izvedli tudi forum poslovne analitike, na katerega vas vse vabim 22. septembra. V vmesnem času pa nas spremljate na Facebooku in pa LinkedInu. Hvala za današnjo udeležbo, želim vam lep konec vikenda in ostanite zdravi. Hvala lepa.